Val 202 poslušate 15 do ponedeljkovih 9. Dobrodošli in šle, če niste kam šli še v Antikvizu, danes ker ni ajde, kar malo improviziram in posledično nisem iskal kakih tehtnih razlogov in povodov za izbiro teme in zato gremo kar na Mauricij, ker lahko, zakaj pa ne. Torej 5 podatkov o tem uradno afriškem otoku. Pravila, enako kot vedno, eden od 5 podatkov ne drži, iščemo pa seveda ravno tega. 01 475 2202, tole so podatki o Mauriciju. Prvi pravi, The Thumb, palec, je tretja najvišja gora na Mauricijusu. Na Mauriciju prvi človek na njenem vrhu je bil leta 1499 Vasco da Gama, ker je mislil, da je to najvišja gora otoka. Drugi podatek pravi, Bog je najprej ustvaril Mauricij, potem pa po njegovi podobi še nebesa, je zapisal Mark Twain. Dodo, legendarni in žal izumrli ptič z Mauricija, je bil zaradi svojega nenavadnega izgleda navdih za zgodbo Alica v čudežni deželi. Četrti podatek pravi, ko so na Mauriciju ukinili suženjstvo, so morali posledično iz Indije prepeljati 500 000 Indijcev. In še peti zadnji podatek, Mauricij je daleč najbolj gosto naseljena afriška država. 01 475 2202, kateri od podatkov ne drži. Torej, 01 475 2202, prvi je pa to številko poklical Max. Max, dobro jutro. Dobro jutro. Max, a razumete pravila? Razumeš pravila Antikviza? Ja, se redno poslušam. Super, bravo, čestitke in hvala, ne? Poznaš Mauricij? Sem že slišal za ta otok, sem ga ne poznam tako dober. A veš, kje približno leži? V katerem oceanu? To ste se morda že učili v šoli. Po mojem v Tihem. Ne, v Indijskem leži. Ampak to ni vprašanje. Ok, jaz nisem slišal trditev, ampak lahko se enkrat poveste. Seveda lahko. Tretja najvišja gora Mauricija je Palec, se imenuje Palec, in prvi človek na njej je bil Vasco da Gama, to je ta znameniti morjeplovec in človek, ki je odkrival svet. Potem je podatek o tem, da je Mark Twain zapisal, da je Bog ustvaril najprej Mauricij in potem po njegovi podobi še nebesa, pa da je Dodo, ta legendarni izumrli ptič z Mauricija, bil navdih za zgodbo Alica v čudežni deželi, da so, ko so ukinili suženjstvo na Mauriciju, morali posledično iz Indije tja prepeljati 500 000 delavcev Indijcev in še to, da je Mauricij daleč najbolj gosto naseljena afriška država. Eto. Nekako sem kar slutil. Bi rekel, da je manj naseljena ali zakaj si se odločil za peto? Gibal sem. Ja. Dejansko je Mauricij daleč najbolj gosto naseljena država v Afriki. Še več, 17. najbolj gosto naseljena država sveta, na kvadratnem kilometru otoka živi 624 ljudi, sledita potem Ruanda in Burundi s 440 in 400 prebivalci na kvadratni kilometr, potem pa manjše državice Komori, pa Sejšeli, pa Nigerija in tako naprej do Namibije s 3 in zahodne Sahare z 2 prebivalcema na kvadratni kilometr, ki sta najbolj redko naseljene. Najgosteje naseljena država na svetu je Monako z nekaj več kot 18 000 prebivalci na kvadratni kilometr. Potem sledijo seveda v glavnem mestne žepne državice. Slovensko povprečje je pa za primerjavo recimo Mauricij 624, Slovenija pa nekaj malega čez 100. Tako.
Max. Skratka, podatek drži. Upam, da še naprej poslušaš Antikviz, pa se slišimo še kdaj, ne? Ok, Lepo bodi, lepo praznuj. tudi vam tako. Adijo. Primož, Bravo. enkrat ne prvi. Enkrat ne prvi. Se zato sem pa zamudil, zdaj, ne vem, vem za Pavc. Ja, Pavc, Zdaj, tretja ne, najvišja drugi je gora. kaj. Potem je Bog je najprej ustvaril Mauricij, potem pa po njegovi podobi še Aha, nebesa, to to je Mark je Twain. Mark Twain. Pa Dodo, izumrli ptic z Mauricija, ki je bil navdih za zgodbo Alice v čudežni deželi, in še zgodba o suženstvu, ki, ko so ga ukinili, je zmanjkalo ljudi in so morali posledično iz Indije pripeljati 500 000 Indijcev, delavcev. Najgosteje naseljena država, to je pa že Max povedal, da ni, To je pa že da Max. je, tako da je, da drži podatek. Ja, Torej, Palec in Vasco da Gama, prvi človek na tretji najvišji gori, ker je mislil, da je najvišja, Mark Twain kot podoba nebes, Dodo, navdih Alice v čudežni deželi in suženstvo ukinjeno, zaradi česar so pripeljali potem 500 000 Indijcev. znači jaz mislim, da bom ugibal in bom rekel, ampak je tam drugi, ajde, sej se. Drugi. Aha, Mark Twain. Maj, Bog je prav. najprej ustvaril Mauricij, potem pa po njegovi podobi še nebesa. Res je to rekel slavni ameriški pisatelj, in sicer leta 1896, ko je obiskal Mauricij in pisal svoj potopis z naslovom Following the Equator, recimo temu sledeč ekvatorju. Ni pa treba posebej poudarjati, da prebivalci Mauricija to zelo radi povejo, da je to rekel nekdo zelo pomemben, pa rekel bi, da tudi ni prav daleč od resnice, no. Primož. ja, super je, no, sodelovati z vami. Ja, čudovito, ne? Evo, lep preostanek praznika. Enako pa lepo operite avto do konca, ne? Ja, je že. Je že, a še notranjost. Ja, bo treba, to pa še čaka, ja. Bo Tako. treba biti za delovni teden pripravljen. Zagotovo. Primož, se slišimo, ne? Vse dobro, ja, čau, čau. Adijo. Pavle, dobro jutro. Dobro jutro, Vesele praznike, ne? enako. Ja, torej smo pa na Mauriciju, uhajam mi vsake toliko angleška izgovorjava Mauricijus, ampak ne se dati motiti. Kaj pravite? Imamo torej še ta palec, ne, tretji najvišji vrh Mauricija, na katerega je prvi zlezel Vasco da Gama leta 1499, ker je mislil, da je to pač najvišji vrh otoka. Imamo Doda, tega ptiča izumrlega, ki je z Mauricija bil in je bil hkrati navdih za zgodbo Alice v čudežni deželi, pa imamo še suženstvo, ki so ga ukinili in so posledično morali pripeljati tja 500 000 delavcev z Indije. Ja, ugibo bom, ker nima pojma, kaj bi rekel. Pošteno tudi jaz ne bi, če ne bi pripravil tega kviza. Ene dva bi vedel, no. Jaz bi se odločil Se pravi, 1, 3 ali 4. 3. Dodo. Ja, Ampak drži. ja, smola. Avtor Alice v čudežni deželi, napisan je leta 1865, je Lewis Carroll in je med obiskom Oxfordskega univerzitetnega muzeja si ogledoval okostje Doda, ki mimogrede še danes tam razstavljeno, to isto okostje, in bil je tako fasciniran, da je dobil navdih za svoje legendarno delo Alice v čudežni deželi. Ne? Ker Alica, ko je padla v ta pravlični svet, je tam videla same nenavadne stvari, nenavadne pojave in živali, tako nenavadne, kot je bil Dodo. Dodo je sicer izumrl okrog leta 1700, predvidevajo, bil je neletalec in zanimivost, sorodnik današnjih golobov, pa se opravičujem
ornitologom za površen opis, pa morda še komu drugemu. Živel pa je Dodo samo na Mauriciju, oziroma so ga samo tam našli. Je pa, kot rečeno, dejansko bil navdih Lewisu Carrollu za zgodbo Alice v čudežni deželi, Pavle. Pa smola, no? Ma ni smola. Nasvidenje. Nasvidenje. Lepe praznike še naprej. Pavle je bil kar malo razočaran, ne? Simona? Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ne boste razočarani, ne? Je pa tudi res, da imate večji odstotek možnosti, da boste pravega izbrali. To je pa tudi res. Čez palec 50% možnosti imate. Pa to ni bil namig. To ni bil namig. Vem. Ali pač? To za zadnje, glede sužnjev bi se odločila. To ne drži. Saj vas nisem jaz zmedel, ne? Ne, niste mi zmedel. Ste mislili izbrati tega? Ja. Dobro. Podatek drži namreč, ta o suženjstvu. O, ne, a res? Ja. Zdaj imam malo slabo vest, pa se bova zmenila, da pustite tudi vi podatke v režiji, prav? Da vam pošljemo majico Vala 202. Podatek pa, kot rečeno, drži, ne, suženjstvo so tam ukinili leta 1835 in posledično je takoj zmanjkalo delavcev za poleg turizma danes predvsem glavno dejavnost na otoku, to je pa pridelava sladkornega trsa. Zato so iz Indije pripeljali 500,000 delavcev v nekaj letih. In tudi danes, če ste bili kdaj tam ali pa če boste kdaj tam, boste opazili, da je več kot polovica prebivalcev od 1,2 milijona indijskega porekla. Zanimivo pa je, da samo redki še govorijo indijsko. No, to sem opazila, ja, ampak se mi zdi, da jih pa ni toliko. Aha. Velja. Ste se po drugih družbah gibali očitno? Ne, ja. Simona, pustite podatke pri Veroniki v režiji, pošljemo nagrado tudi vam, pa tudi Marku, ki bo zdaj ugotovil pravilni odgovor. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. Dva sta bila, ki sem jih mislil, pa jaz to nisem mislil, da bo ta pravi, ta zadnji. Da bo ostal palec, ne? Ja, da so bila na Mauriciju sužena na poročnem, sem mislil, da so sužnim pa Dodo, ker noben ni nič o tem govoril. Zanimivo, ne? Ja. Kaj pa ta tam, oziroma Le Pous po francosko, ker je kar močan francoski vpliv na Mauriciju. Vpliv, ja. Ste videli ta hrib? Smo bili na njemu tudi, ja. Tudi. A veste, kdo je pa prvi človek, ki je bil na tem hribu? Ni bil Vasco da Gama. Ampak je bil kakih 350, še več kot 350 let pozneje nekdo. Ne, ker so imela pač enega vodiča, ki ni znal kaj preveč angliško, da bi se z njim lahko pogovarjali. Ja. Tako da smo žena naštudirala par točk in smo šli po teh točkah, kamor so mu pokazala na zemljevidu in tam je naju vozil ta šofer. A veste, kako je pa najvišjemu vrhu ime na Mauriciju? Komplicirano ime. Ja, komplicirano ime. Ne. Mali vrh Črne reke bi bilo v prevodu. Little Black River Peak, 828 metrov nadmorske višine. Ta palec jih ima pa 812 in leta 1836 je bil prvi človek, ki se je povzpel na ta hrib, dejansko, ker je mislil, da je to najvišji vrh Mauricija, je bil Charles Darwin. Charles, Ja. In to je pozneje tudi opisal v svojem dnevniku in pozneje tudi veliko govori o tem, ker je bil navdušen nad otokom, nad razgledom, pa tudi nad ježo naslovno je bil navdušen. HMS Beagle je bil naslov dnevnika, pozneje tudi izdanega, in tam je napisal, da je pač šel na ta palec, ker je mislil, da je to najvišji vrh. Mauricija pa je šele tretji. Najvišji je pa res, da je med temi vrhovi samo kak palec razlike, ne? Razlike, ja. Sam so pa res lepi razgledi dol na morja, pa na ta mesta, pa na vse, kar spada. Ja. Nimam še te izkušnje, ampak upam, da se splača. Super, vzamem kot namig. Marko, čestitke, pustite tudi vi
podatke v režiji pri Veroniki. Boste šli naslednjič na kako tako pot v temni majici Vala 202. Z veseljem. Hvala za klic, Marko, pa uspešen teden. Ne? Pa lepe praznike še naprej, kar ga je ostalo. Tako. Srečno. Nasvidenje. Nasvidenje. Ja, hvala vsem 5 in še 6, ki je čakal v vrsti, Juretu. Nič, se slišimo prihodnji teden.